Dr. Jauh, kar nekaj let ste že državni politiki, pa bi vas tako nekaj splošno vprašala, v kolikšnem, prej se mi je zdel zelo pomemben poudarek premik v zavesti, ne samo državljanov, tudi politikov, pa da je pravzaprav kriza lahko predvsem priložnost za spremembo. V kolikšni meri ste v tej krizi nekako pridobili neko dodano vrednost v razvojnem smislu, v etičnem smislu politike? Mislite mojo osebno? Pa stranke lahko rečeva. Pa kaj, na primer, zaznavate v nasplošno političnem smislu? Kar mene osebno najbolj moti v tej politiki je predvsem blazno nizki nivo kulture dialoga. Ne samo izven parlamenta, ampak tudi znotraj parlamenta. Jaz mislim, da ta nizki nivo dialoga hromi funkcioniranje parlamenta, hromi sodelovanje. Se mi zdi, da hromi kar nekaj napora, da bo morda pa tudi izbira kandidatk in kandidatov na volitvah. Konec koncev je to v rokah volivk in volivcev. To je ena stvar, ki me moti, in druga stvar, da se preprosto vsaka odločitev v političnih strank več ali manj presoja skozi prizmo, kaj to prinese ali odnese posamezne politične opcije. In se mi zdi, če bomo na takšen način nadaljevali to slovensko politiko, da drvimo direktno proti Grčiji. Direktno proti Grčiji z Orient Expressom in tam bomo še lahko samo zaplesali spektakli. Torej, jaz mislim, da je potrebno ljudem predvsem povedati tisto, kar politiki moramo povedati, in ne tisto, kar bi bilo ljudem všeč. Situacija ni enostavna, je pa res, da tudi ni takšno, da bi bila brez izhoda. Torej, jaz vidim luč na koncu tunela. Že res, da bo morda vmes kakšen omet padel v tem tunelu, ampak kljub temu moramo biti optimistični in z močno energijo se soočiti z temi problemi, ki smo. Jaz verjamem, da smo Slovenci taki, da ko vidimo, da vsi skupaj stopimo, pa da zategnemo, stisnemo, da se da. Verjamem pa, dokler ljudje skozi medije vidijo krivice takšne, drugačne, nepravičnost, enim gre tak, boljše, enih se ne dotakne pravna država, da na to ne bodo pristali. Torej, na nas politikih je, da z zgledom, z načelno in dosledno držo dokažemo, da mislimo resno. Programe z volitvami so politične stranke dokaj podobne, vse na prvih stranci, tako da vsi približno obljubljajo podobne rešitve, v čem boste drugačne oziroma jih resnično Poglejte, jaz sem dejal, zadeva je treba presojati tudi skozi dejanje. Mi smo v prejšnjem mandatu marsikaj povedali in to tudi storili. Ali pa primerjati moja dejanja takrat, ko sem bil minister za promet. Najbrž boste se spomnili, da sem uvedel kar nekaj novih praks, ki jih predtem ni bilo. To, da so se avtocestni odseki odpirali na datum, ki je bil pogodbeni datum, niti en dan kasneje, ampak na tisti datum, da so se spoštovali, da so se, sicer smešno, ampak tako je pač bilo, da so se avtocestni odseki odpirali z vsemi dovoljenji, predtem to ni bila praksa, da smo projekt vinjet, da smo praktično svetovni rekord postavili v uvajanju vinjet. V 3 mesecih, Avstrijci so uvajali v 3 letih in to so dejanja, ki na nekaj kažejo. Govorimo o učinkovitosti in o logiki, ki jo jaz sam imam, to pa je ta gospodarska logika, glede na to, da sem 15 let delal v gospodarstvu. In jaz trdim, da Slovenija v tem trenutku resnično potrebuje kriznega menedžera. Zakaj kriznega menedžera? Ker kriznega menedžera ne zanima, kdo je kriv za to, kar se v Sloveniji dogaja. Ne zanimajo ga izhodne strategije, ne zanima ga govorjenje, blagotanje, zanima ga cilj in ukrepe. Torej, kriznega menedžera,
ki ne bo imel prtljage, ki se tudi s prtljago ne bo ukvarjal. In četrto, kar se mi zdi ključno, da to državo vodi za zdravo kmečko pamet. Pa z razumom, ker tega, to nam je do sedaj primanjkovalo. To nam je do sedaj primanjkovalo. Za mnogi pogledu. Tudi sedaj, ko se pogovarjamo o razprodaji državnega premoženja. To rabimo razum. Zdrav razum, ali pa zdravo kmečko pamet. Mogoče še kandidatki, ki ste postavili danes, poznate po tistem, kar sem pripravil njej in kar mi tudi sama povedala o sebi, gre za gospod, ki je več čas delala za ljudi, tako v zdravstvu, kot sedaj v Rdečem križu, povezana z humanitarnimi dejavnostmi, povezana z tistimi ključnimi vprašanji, ki so vse večja v tej državi, z problemi, socialnimi problemi, z invalidi, z bolnimi, z upokojenci in tako naprej. To so vprašanja, ki so v tej državi vedno bolj pereča in takšne kandidate rabimo tudi v državnem zboru, ki imajo izkušnje na tem področju, ki bodo imeli občutek za ta vprašanja. Tako da jaz mislim, da je gospa Renata Gabriel resnično dobra in odlična kandidata in jaz verjamem, da jih bo uspelo, da bi bila izvoljena.